18. filmski festival gluhih je letos znova prikazal ustvarjalnost gluhih avtorjev. Festival, ki ga gluhi ustvarjalci imenujejo kar praznik njihovega filma, ima za skupnost poseben pomen. Ne le zato, ker so filmi v celoti v slovenskem znakovnem jeziku, temveč tudi zato, ker gluhi v film prinašajo svoj vizualni svet, svojo poetiko, svoj način pripovedovanja, svojo umetnost. Doslej imam že veliko izkušenj s filmom. Tokrat me je k ustvarjanju filma povabila režiserka Lada Orešnik. Pristal sem na sodelovanje. Sodeloval sem pri več filmih. Pri 2, ki sta bolj komedija, in pri enem, ki je bolj grozljivka. Z Beti sva napisala scenarij. O filmu sva se veliko pogovarjala. Grozljivka je bila nova ideja. Potem smo zbrali ekipo igralcev in smo posneli film. Sedaj sem ga gledal tudi na velikem platnu festivala in res imam dobre občutke. V gledališču ne smemo delati napak, ker jih ne moremo popraviti. Ostane nam samo improvizacija v primeru kakšne napake. V filmu pa kader lahko velikokrat ponovimo. Res pa je, da nam to vzame veliko časa. Rada spodbujam ustvarjalnost vsakega gluhega. Če kaj potrebuje za kakšno vlogo, sem rada zraven, rada sodelujem, da se malo bolj vključimo v vsak projekt. Zame je zelo pomembno, da se spodbuja kultura gluhih, še posebno na projekcijah v Kinodvoru. Bil vesel, da sem prišel na filmski festival gluhih, ker sem po duši tudi umetnik in rad gledam filme. Zakaj film je pomemben? Film je pomemben, ker gluhi imamo sposobnost, imamo svoj jezik, imamo svoje videnje z razlikom med slišečim svetom. Ker gluhi vidijo, kot je pokazal film, v podobah. V tem je razlikuje, to je umetnost. Ta film, v katerem sem sodeloval, Kri zla, tem smo hoteli pokazati, da smo gluhi sposobni snemati žanr grozljivka. Filmi v znakovnem jeziku so za gluhe veliko več kot le ustvarjanje. So njihovo okno v svet. Prav zato je festival za številne obiskovalce in ustvarjalce redek trenutek, ko film lahko spremljajo v svojem jeziku, neposredno in pristno. Na velikem platnu so se predstavila društva in gluhi avtorji s svojimi filmi A veš kaj? Dozi z Dolenjske in Bele krajine, Ko vlak zamuja, DGN Ljubljana, Prometna kontrola, MDGN Slovenske Konjice, Kdo je skuhal? Dozi z Dolenjske in Bele krajine, Klic zla, DGN Ljubljana, ter Gobe, Kostan in zmeda, DGN Ljubljana. Zelo sem vesel, ker so filmi predstavljeni v znakovnem jeziku. To je naše okno v svet, to je naš materni jezik. Naprimer, v drugih kinodvoranah ne obstajajo filmi v znakovnem jeziku. Tukaj pa film res doživimo, nas pritegne, je bolj zanimiv, ker je predstavljen v znakovnem jeziku. Želim si, da bi bili filmi v prihodnje malo bolj dolgi in da bi jih bilo več.
Moram reči, da sem bila zelo radovedna, predvsem me je zanimalo, kako bojo gluhi ustvarjalci filmov uporabili zvok, in mi je zanimivo videti tudi to raznolikost, da eni so uporabili glasbo, določeni filmi so bili povsem brez zvoka. Fajn se mi pa zdi, da so vsi uporabljali slovenski znakovni jezik s podnapisi, da je bilo dostopno tudi nam slišečim. Filmi, prikazani na 18. filmskem festivalu gluhih, znova dokazujejo, da je slovenski znakovni jezik izjemno bogat izrazni medij. Ustvarjalci različnih generacij s svojim delom širijo prostor gluhe kulture in postavljajo nove standarde dostopnosti v filmski umetnosti. Festival pa ostaja pomemben most med svetovi. Med vizualno pripovedjo gluhih in filmskim občinstvom, ki v tišini lahko odkrije povsem nove zgodbe.